Spoštovani, lep pozdrav. Danes je z nami vrhunski športnik, izjemna oseba, športna oseba, poslovnež. Z nami je danes Tomaž Barada. Tomaž, pozdravljen. Zdravo, lep pozdrav. Tomaž, najprej izredna hvala, da si vzel nekaj časa za nas. Jaz mislim, da ko se pogovarjamo o neke vrste vzglednem športniku, nekomu, ki je v preteklosti dosegel ogromno uspehov tako na športni platformi, kot tudi izven. Jaz mislim, da imamo kaj za povedati, da je nek legacy, o katerem bi se radi pogovarjali, zelo velik. Ko sem pa razmišljal o tem pogovoru danes, sem pa tudi razmišljal o tem, kakšen težek nahrbtnik nosi Tomaž Barada, vseh uspehov, večkratni evropski prvak, večkratni svetovni prvak, na koncu koncev delo v Olimpijskem komiteju, delo v Športni zvezi Maribor in tako naprej. Kam dalje od tukaj? Mislim, je to težko breme, Tomaž? Ja, nekako življenje, moram reči, se stopnjuje. Imaš zastavljene cilje in jaz vedno pravim, ko cilje dosežeš, je treba zastaviti si nov cilj in jaz še gledam svojo športno kariero. Ja, v športni karieri sem osvojil vse, kar se je v moji športni panogi dalo osvojiti, torej v vseh naslovih evropskega oziroma svetovnega prvaka, nekako prideš do enega vrhunca, kam naprej. In naprej je nekako bila začutena pot, ja, moram postati en vrhunskih trenerjev, ki bom ustvaril za sabo takšne tekmovalce, takšnega kova, kot sem nekako na tej poti, kot sem bil jaz. Tudi, ko mi je to uspelo, sem rekel, ja, dobro, to smo zdaj osvojili, kako naprej. In tako sem zastavil cilj, ja, naslednji korak je postati predsednik zveze, ki bo dejansko skrbela za to, da bodo ti trenerji in ti tekmovalci lahko delovali tako, kot si seveda vsi želimo, torej imeli dovolj denarja, imeli dovolj strokovnega kadra in možnosti potovati na prvenstva tako, kot si želimo vsi skupaj, torej na dosegati vrhunske rezultate. Ja, postal sem predsednik zveze, prije spet do nekega nivoja, kaj pa zdaj, kam naprej. In nekako naslednji korak je bil Olimpijski komite. Tam sem postal najprej podpredsednik za marketing oziroma organizacijo. V prvem mandatu, vzporedno s tem sem postal tudi predsednik Športne zveze Maribor. Danes sem, bom rekel, podpredsednik za vrhunski šport. Ja, zdaj pa kam naprej. Res je, da v tem času lahko rečem, da se mi danes sploh tukaj v športnem centru nekako ustvarila ena ekipa, ki skrbi danes za tekmovalce, skrbi za to, da bodo tekmovalci hodili po istih stopinjah, kot sem jih začrtal jaz, oziroma kot si vsi želimo, da bodo dosegali te vrhunske rezultate. Torej, iz tega je seveda bilo potrebno narediti korak v stran in jaz lahko rečem, da danes nisem več toliko prisoten na vseh teh treningih, kot sem včasih bil. Čeprav ta vtis se ne daje, moram povedati. Ja, nekako, bom rekel, srce še vedno beži sem. Bom rekel, da tukaj si polnim energijo oziroma baterije, ki jih nekako spraznim na tistih političnih zadevah, ki jih danes počnem ob Olimpijskem komiteju. Zdaj, kam naprej, pa vsekakor ena želja je, da preidem na vrh Olimpijskega komiteja, torej kandidiram za predsednika Olimpijskega komiteja in vsekakor bo zdaj več ali manj moja energija vložena v to. Zdaj smo naredili kar en strašen uvod, zdaj, ampak vseeno, glej, neka primerjava, kaj je bilo ljubše? Ko se jaz recimo pogovarjal z določenimi trenerji, ki so imeli za sabo neko aktivno športno pot, večina njih je vedno rekla, glej, ko si aktivni športnik, se skoncentriraš na neko delo, ki ga poznaš, na neko rutino. Ampak vse, kaj pa potem pride, ko se lotiš, ali trenerstvo, se pravi vseh teh zgodb okoli tega, je pa dosti težje, je to res? Jaz moram priznati, da če me danes nekdo vpraša, bom rekel, biti športnik je najlepše. Skrbiš zase, za nič drugega, ko postaneš enkrat trener, skrbiš za celotno ekipo, za vse tekmovalce, ne samo za njihovo pripravljenost, ampak obremenjuje se tudi s tem, kako bojo potovanja potekala, ali je vse urejeno, ali ni urejeno, ali bodo športniki imeli nastanitev takšno, kot smo rezervirali, ali bo hrana takšna, kot jo morajo dobiti. Tako da k temu se priključi vrsta težav in hkrati pa tam ni več samo veselja, tam je tudi žalost. Dostikrat se zgodi, da imamo športnike, ki jim moraš ob dani situaciji stati ob strani, imaš na drugi strani športnika, s katerim se moraš veseliti, da si dejansko postaneš, imaš vlogo, kjer moraš opravljati več funkcij. Se pravi, motivator, nekdo, ki mora paziti tudi, da neko pravo razmerje novi generaciji športnikov, se pravi, izkušnje prenesti na pravi način na naslednjo generacijo. A to uspeva, Tomažu?
Jaz moram reči, da zaenkrat sem se dobro spoprijel s tem, je pa res, da se še vedno učim, jaz se vsak dan učim, ne, tudi bom rekel na samih primerih, ne, in tako da, če imamo odprte oči in če znamo poslušati, potem je vsekakor se najde prava pot. Zdaj, če se pogovarjamo recimo o receptu za uspeh, ne, zdaj, verjetno nisem prvi, ki bi načel to temo, ampak recept v uspehu, se pravi, recept za uspeh v športu, Tomaž, je enak receptu za uspeh v kasnejših stvarih, recimo poslovnem delu ali pa recimo življenju po aktivni karieri. Je to enako ali? Jaz bom temu rekel tako, vedno je potrebno za to sprejeti odločitev. Ko se nekdo odloči, jaz bi pa rad bil svetovni prvak v športu. Ne? Ja, vsak si to želi, ne? Podobna zgodba se zgodi na poslovnem področju, jaz bi pa rad imel najboljše podjetje, ne? Ja, super, vsi bi ga radi imeli, ne vem, izvrstne delavce, ogromno denarja, ampak na koncu vedno prideš do istega imenovalca, torej ali boš za to naredil vse, to pa je vprašanje, ki se pojavlja. Torej jaz vprašam moje športnike včasih, kdo si želi biti svetovni prvak? In če bom rekel, da imam skupino 100, ne, bi njih 100 dvignil roko jaz. Ne? Naslednje vprašanje je, kdo bo šel vsak dan na trening, tudi takrat, ko bom imel doma, ne vem, praznik, ko bomo imeli praznovanje ali pa ko ga bo punca povabila v kino ali obratno, ne, boste takrat šli raje v kino ali na trening, ne. Tu se že neka večina izloča, ne. Potem bom rekel, pride do časa, ko te povabijo na rojstni dan, pa zdaj party, ja, bom danes večer šel ob uri spat, glede na to, da imam zjutraj trening, ne. Je spet, bom rekel, novi kat, ne, ker se dogaja že manjše število in na koncu prideš iz te številke 100, na mogoče njih 4-5, ki ostanejo. Podobna zgodba je v poslu, ne, torej, ja, fajn je z ženo vsak dan imeti kosilo, ne, pa fajn je z otroci zvečer gledati televizijo, ne, samo potem si težko najboljši, ne. Potem dejansko si pač eden izmed podjetnikov, ki za nekako živi ali ne živi, ne. Teda, če se odločiš biti najboljši, je ta pot, bom rekel, poslovna, športna ali kakršnakoli drugačna podobna. Je povezana po tvoje? Mislim, se po mojem je povezana. Slej ko prej se ta imenovalec, prihajamo na isti imenovalec in gre ista pot, skratka, odločiti se treba, ali želiš ali ne želiš in to je tako. Kaj pomenijo na taki poti napake? Jaz pravim, da napake so ključni del. Napake so ključni del življenja in jaz brez napak ne gre. Niti poslovno, niti po športni poti, jaz sem prepričan, da se iz napak vedno učimo. Torej, tisti, ki misli, da nekako je poražen na katerem prvenstvu in da se je vse skupaj podrlo, ne, to ni športnik, na katerega bi lahko računali v prihodnje. Jaz rečem, da iz napak se moramo vedno naučiti, vedno se moramo zavedati, ko smo na vrhu, je fajn, vsi ti ploskajo, ampak te vsi opazujejo, ne. Torej, ko stopiš enkrat iz tega vrha dol, si spet enak vsem ostalim in ko pa enkrat izgubiš, ne, pa gledaš tistega na stopnicah, pa rečeš, ja si želim. Takrat je treba narediti popolno analizo, bom rekel, strniti vse misli in iti korak naprej in premagati samega sebe, postati najboljši. Jaz sem prepričan, da to, kar sva zdaj govorila, poveš naprej. Ali pa jim poskušaš pokazati. Kakšen je odziv? Ali je to zgolj spoštovanje do Tomaža Barade, kot človeka, ki je dosegel toliko in toliko v športu in kasneje še v ostalih stvarih? Ali imaš občutek, da ljudje res razmišljajo o tem? Mladi predvsem? Ena stvar, ki je po mojem mnenju zelo pomembna, ne, ali govorimo teorijo iz knjig, ali pa iz lastnih izkušenj. Ne, jaz sem te izkušnje v življenju dal skozi. Torej, jaz lahko danes povem z veseljem, da sem vse te stvari dal skozi. Torej, bil sem na tleh, ne vem, postal sem svetovni prvak, pa sem naslednje prvenstvo izgubil, nisem imel denarja, da bi šel na tekmovanje, pa sem zaradi tega ostal doma, ne. Vse te stvari nekako daš skozi in kot te stvari, ki so se dejansko zgodile v življenju, poveš, ne, bom rekel, potem ti večina verjame, ne. Večina. Ampak še vedno ostaja del takšnih, ki tega ne verjame. Tudi življenje se je danes spremenilo, ne, tudi to je treba poudariti. To je res, ja. Dejansko, samo po sebi mi eno vprašanje pade ven, kaj bi svetoval mlajšemu sebi potem? Zdaj govorijo, pogovor s tabo je čutiti izkušnje, je čutiti ogromno enih dogodkov, negativnih, pozitivnih, zbalansiranih, levo, desno, tako kot je pač potrebno, ne. Ampak, a si kdaj razmišljal o tem, da bi se, če bi lahko, svetoval samemu sebi, mlajšemu Tomažu? Jaz bi rekel vedno tako, ne.
Ne, vsak živi svoje sanje. Ne. Si ti živel svoje sanje, Tomaž? Jaz sem živel svoje sanje, ja. Res. Torej, jaz sem si zasanjal, ne vem, moje sanje so bile postati državni prvak, pa mi je to uspelo, pa postati evropski prvak, pa tolikokrat. Torej, jaz sem vedno imel neke sanje, neko željo. In danes, če bi vrnil čas nazaj v svojo mladost, ko sem se odločil o tem, ne bi naredil drugače. Torej, jaz sem ob teh svojih športnih rezultatih živel svoje življenje. In iz teh športnih rezultatov oziroma iz športnega dela, ki sem ga v to vlagal, je danes moje življenje. In lahko rečem, da sem ponosen, da počnem to, kar počnem. Ponosen sem, da svoje znanje prenašam na mlade športnike in da na koncu sem to, kar sem. Čudovita istočnica spet za eno naslednjo misel. Mladi športniki so, mladi športniki, ampak to so tudi ponovadi najstniki, veliko nekih težav. Živimo v obdobju veliko motečih faktorov, lahko rečem, pri eni karieri, s katerimi se treba ob športni poti spopadati, ali so to družbena omrežja, način življenja, prej si omenil, danes ni več isto vse. Ne. Tukaj so, ne vem, lahko rečeva tudi, ni vse perfektno. Ne. In kak tukaj naprej? Ja, jaz bom rekel, danes imamo zelo različno generacijo. Torej, lahko rečemo, da imamo športnike, ki si želijo rezultata, imamo športnike, kateri si starši želijo rezultata, ne? In pa imamo športnike, ki razmišljajo o tem, kako bo izgledalo, ko bom jaz postal Luka Dončić ali pa Lionel Messi ali pa, ne vem, Primož Roglič. Ne? Ja. In dejansko mi kot trenerji pa moramo peljati te športnike na pravo pot. Taki so nepotrpežljivi. Ne? Kak peljate? Ni to neka posebna, to, mislim, mogoče kaj, nam izdaš kako tako? Jaz bi rekel temu tako, ne? Vedno se je potrebno zastaviti cilje, ki so dosegljivi. Torej, če se midva danes sprašamo, bi midva rada danes to najino srečanje imela v Las Vegasu, kjer bi tam bila polna dvorana in ne vem, okrog najo, ne vem, 30 kamer, skrbeli bi za to, kako imamo urejeno frizuro, kako sedima. Ja, pa ne. Pa ne. Zato tudi midva dajemo to najboljše, kar dajemo. In tem športnikom bom rekel, je treba dati en cilj. Prvi cilj je, da ti prideš redno na trening. Cilj, ki ga moraš doseči, je ta, da si ti to želiš, da tvoje srce želi biti danes na treningu. Tega ne želi spustiti, torej treba ga za ta šport navdušiti. Naslednji korak je, glede na to, da si zelo pridna učenka oziroma učenec, zdaj pa je čas, da svoje znanje pokažeš. V šoli dobiš petko, tukaj pri nas pa greš na tekmovanje, kjer dosežeš rezultat, ki si ga zastavil. Ne? Torej, te cilje je treba graditi počasi, ne pa v prvem dnevu razmišljati o tem, da bomo pa mi že, ne vem, najbogatejši, pa najuspešnejši, pa tako naprej. Mislim, da generacije postavijo bolj nestrpne. Ja, tudi to je res. Potrpežljivost in tako naprej. Kaj svetovati? Mislim, najverjetneje predvidevam, da si tudi v svoji karieri kot trener ali pa kot nek mentor imel tudi že tak primer. Ne? Ja, teh primerov je ogromno, torej neočakanost, ne, sej, kaj narediti, to bi že jutri rad bil na svetovnem prvenstvu, pa že bi, ne da bi bil na svetovnem prvenstvu, on bi že bil tam svetovni prvak, pa to ni dovolj, on bi že jutri rad imel pogodbo, ne vem, z Porschejem, ki bi mu dal novega Porscheja za voziti, ne. Ja, to so dejstva, ampak jaz mislim, da tukaj je zelo pomembna stvar tudi na starših, da starši morajo večkrat potegniti ročno, ne, in se zavedati trenutne situacije, ne, otroka usmerjati v pravo smer, ne, mi kot trenerji pa dejansko tudi mi moramo vedno povedati, kakšna je pot, ne, da ne bo nekdo mislil, ne, pa če sem se prej ravno obrnil, pri nas bom rekel trenutno najbolj znanega športnika našega Luko Dončića, ne, ja, se je kdo vprašal mogoče, ne, da je Luka šel z trebuhom, za kruhom v Španijo, ne, ker je bil otrok, pa zdaj noben se ni vprašal, ali bo on uspel ali ne bo uspel, ne. Ja, tega se noben ni vprašal in kaj je on za to storil, da je danes postal to, kar je. A pa rečemo in Primož Roglič, ki je padal v teh smučarskih skokih, ne, da bo on vzel kolo, pa da je prosil nekoga, da bi mu kolo sploh dal, da bi lahko odpeljal dirko, ne. To je realna situacija. Ne gledati športnika na vrhu svoje kariere, grejte jih ob samem začetku. Vse te naše športnike, ki danes so neki zvezdniki v Sloveniji, ne, vsi imajo preteklost. Ampak na vrhu kariere je pa tudi veliko pasti. Tam pa je ogromno pasti. Jaz bom temu rekel, tudi to sem sam doživel, pa ni mi tega nerodno povedati, da sem svojemu prijatelju, dobremu prijatelju Dejanu Zavcu, ko je postal svetovni prvak v Johannesburgu, sem ga prijel za ramo, pa sem rekel, Dejan, samo te opozarjam na to, ko boš stopil na letališče iz letala, ne, se spomni ljudi, ki so bili ob tebi,
ko si šel na to trnovo pot. Ne? Ker danes imaš ti vsaj 50-krat prijateljev več, kot si jih imel včeraj. Zgodilo se je še bistveno več, ampak to je pa realnost. In takrat se mora zavedati, ne, kdo ti je stal ob strani in komu si kaj dolžan v življenju. Ne? In ostati to, kar si bil, ko si začel, in si danes, ko si svetovni prvak. Ta selekcija je pomembna. Predvidevam, da, ali pa recimo tvoje mnenje o tem, kdaj delati, kdaj začeti s takšno selekcijo te garniture, kdo, kdaj, kaj in zakaj. Ker namreč, nekje sem prebral, edini šport, ne, od katerega se res da živeti danes, je vrhunski šport. Ne, in tukaj prihaja do ogromno pasti. Ne, tudi ne vsak. Ta razlika, ne, vrhunski športnik, ali je to po tvoje povezano tudi z prezenco tega v poslu, ker danes na koncu koncev posel in šport izjemno, mislim, skoraj brez drugega ne gresta. Ali je to vezano kot nek termin vrhunski na same rezultate in kako ti gledaš na to? Ker jaz bom rekel, v tvojih časih začetka so bili drugačni časi, to smo že danes dvakrat ugotovila, ne? Ampak kasneje? Ja, jaz bom rekel tak, ne, tudi zdaj ena pomembnost same športne panoge kot take, ne. Zdaj, če bi nekoga vprašali v Mariboru, a pa ne nekoga, da vzamemo, bom rekel, 100 ljudi, vprašamo, kaj je najpomembnejša panoga, ne, za Maribor, ne. Bi večina rekla nogomet. Ne. Nogomet je pač v Mariboru doma, tukaj je najpomembnejši, ne. Pač, če bi šli na to področje v slovenskem področju, pa bi rekli, kaj je zdaj najpomembnejše v Sloveniji, ne. Jaz sem še vedno prepričan, da bi večina nekako stremela k zimskim športom. To so pa zdaj smučarski skoki, smuk, slalom, karkoli, ne. Da bi? Jaz mislim, da še vedno ta trend nekako smučarije prisoten, čeprav se zdaj dviguje trend, bom rekel, kolesarstva in košarke. Ampak še vedno se mi zdi smučarija, ki je pri nas dejansko v upadu, bom rekel, že samo zaradi vremenskih razmer, ki jih imamo, ogrevanja in tako naprej. Ampak recimo jaz, če povem eno izkušnjo, ko je moja žena prišla sem živeti leta 2000, ne, takrat smo mi govorili o naših znanih skakalcih, ne vem, Primož Peterka, kdo je to? Ne, kaj že on dela? Skoči pa kak ne veš, ne? Ja, ne ve, ne, ker na Nizozemskem ne vejo, kaj so to smučarski skoki, ne. Pa nas je pa to ena izmed najpomembnejših panog, ne. In tako da na koncu je treba določiti vrednost same panoge in narediti medijsko pozornost oziroma pomembnost panoge v samem okolju. In jaz, če danes gledam samega sebe, ko sem jaz postal, bom rekel, vice svetovni prvak, torej drugi na svetovnem prvenstvu leta 90 za staro Jugoslavijo, to je bil v Jugoslaviji zelo velik rezultat. V Sloveniji, kak šport je to, kaj je to, taekwondo, kak je to, ne. Ampak danes sem lahko ponosen, da imam športni center, ki dejansko živi od borilnih športov in rekreacije. Pa če bi takrat svojo sestro poslušal, ne, leta 2002, ko sem to odpiral, brate, sem zlati, prosim te, ne kupuj tega, kaj bo šel tu noter, ne. Ja, ampak jaz sem se za to odločil. Jaz sem naredil iz tega športa pomembno športno panogo in danes lahko rečem z zadovoljstvom, da je moj športni center poln, ker sem v to verjel. Torej, prepričanje vsakega športnika mora biti, najprej se mora pogovoriti sam s sabo. Vse v končni fazi, če sam sebe ne premagaš, kako boš kogarkoli drugega, ne? In če si sam sprejel odločitev, da si tega sposoben, da si svojo panogo sposoben spraviti na en visok nivo, ne? Potem je to prava pot. Ja, moram reči, da ta športni center je res nekaj posebnega. In ko tako se zamislim, nekaj časa pa vseeno potreboval si, da si prišel do tega športnega centra, za ta je bila najprej en del kariere in seveda to je nek začetek tudi poslovne poti. Zdaj, mladi, ne, ki smo danes že v tem pogovoru večkrat tudi omenila, včasih se mogoče preveč zaletijo, nimajo vseh najboljših pogojev za delo in tako naprej, ali so neočakani, ali je mogoče tudi kak pritisk strani staršev in tako naprej. Ampak slej ko prej, ne, je pa potrebno ločiti športno pot in poklicno pot. Zdaj, v športu seveda živeti od športa je težko. Predvidevam, da zato moraš ustvariti najprej neko zapuščino. V tvojem primeru vidimo, da temu je tako, marsikdo se pa nekje izgubi. Se pravi, koliko ti misliš, da je potrebna izobrazba mladih športnikov tudi na drugih področjih, zraven športa? Ja, jaz bom rekel temu tako, ne. Šport je težka zgodba. Torej, ko si najboljši, te vsi teptajo po ramenih, ne.
ko nekako padeš, ko več športnik nisi, ne, potem pa priješ v realno življenje. Če sem prej omenil Dejana Zavca, Dejan Zajec je bil svetovni prvak. Vsi so ga ustavljali na cesti. Vsi so bili njegovi največji donatori, sponzorji, ne vem kaj. Ko je Dejan Zajec končal športno kariero, pa je to začelo, bom rekel, hitro upadati. Ne. In podobna zgodba se dogaja vsem športnikom. To je ja, ko so zelo prepoznani, jih vsi spoštujejo, vsi bi jim vse dali. Ampak hitro preidejo v realno situacijo. Druga stvar, ki se moramo zavedati v športu. Športnik je samo odvisen od sebe. To ni podjetje. Torej športniko, rečemo našo Ilko Štuhec. Bi moral biti športnik podjetje? V glavi bi moral razmišljati kot podjetnik, točno tako, da bo ustanovil močno podjetje. Ne? Zdaj recimo, če sem se obrnil na Ilko Štuhec. Ilka je bila res pod tli, ne? In se je dvignila, postala svetovna prvakinja, 2-krat svetovna prvakinja v smuku. Ponovna poškodba, spet je več ni. Ne? Ja, kaj bo pa Ilka danes delala, če slučajno ni uspelo narediti neke šole, se izobraziti na nekem področju. Teda jaz vsakemu športniku povem tako, ne razmišljati samo o tem, kako boš ti svetovni prvaki, najbogatejši, najboljši, najlepši. Ne? Razmišljati tudi o črnem scenariju. Razmišljati tudi o tem, da ti pa ne bo uspelo. Razmišljati o tem, da dejansko bo ta sloves enkrat usahnil in več ga ne bo. Torej eno izobraževanje potrebuješ zraven. Jaz sem zelo žalosten bil recimo na našem primeru Juda, ker je naša Tina Trstenjak, ker sem imel jaz osebno z njo kar nekaj težav glede same zapustitve. Ja, Tina Trstenjak se ni spravila, da bi končala srednjo šolo. Ne? Pogoj, ki je bil za zapustitev, pa je bil ta, da moraš imeti srednjo šolo, da se lahko zaposlen v vojske, policiji oziroma v javni upravi. Ampak kaj narediti v takem primeru? Se nikoli ni prepozno, ali? Ni prepozno, ampak jaz mislim, tukaj res polagam na srce vsem športnikom, naj se tega zavedajo. Naj se zavedajo tega, da dejansko šola je ena osnova. In ko nekdo reče, ja, pa moj otrok pa nima časa, ker ima trening. Imam eno specifično vprašanje. Oziroma, pravzaprav, iz ene prakse vem, da nekdo, ki je v mladih letih že prišel do nekih, recimo, kar zanimivih uspehov kot športnik, je enkrat rekel, se ne rabim šole, zdaj, ko sem dober. Kaj reči takemu, Tomaž? Povedati mu realen primer, ki se je v življenju zgodil. Ampak najstniki imajo posebno komunikacijo. Kako bi ti kot Tomaž Barada to naredil? Recimo, ali iz izkušenj, ali iz res neke... Jaz vedno, kot sem že prej dejal, dejansko jaz vedno izhajam iz svojih lastnih izkušenj, ker vse te je dal skozi. Jaz sem te zadeve, kar se tiče, bom rekel, uspešnosti, neuspešnosti, poslovnega dobička, vse to sem nekako dal v življenju skozi. In jaz sem prepričan, da mlademu športniku je treba predstaviti vse. Vse jim je težko dopovedati. Torej, zdaj, če rečemo, da otrok, evo, moja hčerka pa zdaj v kratkem 18 let stara, in kako zdaj njej dopoveda, da ona pri 18 letih še enostavno ne more voziti Mercedesa. Mislim, da tu je vzgoja staršev. Točno tako. Tukaj je ključna stvar, da znamo starši odpeljati prvi del vzgoje, drugi del vzgoje pa trenerji. Soočiti jih z realnimi situacijami. Kolikokrat si jaz želim, da en moj športnik izgubi. Kako je to možno? Zato, ker leti previsoko. Treba ga je spustiti, treba ga dati na realna tla, treba mu je pokazati drugi del resnice. In te stvari, bom rekel, so v rokah nas, trenerjev, ki moramo učiti športnike, ne samo nas, tudi športnih delavcev, ki imajo takšna in drugačna predavanja o uspešnosti športnika na poslovnem področju, o, ne vem, celotni zgodbi. In športnike moramo učiti, da sprejemajo načela oziroma izkušnje od športnikov, ki so to dali življenje skozi. Ne gledati samo dobrih stvari. Ja, nažalost. Ker če danes preštejemo športnike v Sloveniji, ki lahko živijo res samo od športa, jih naštejemo zelo malo. Tudi če se spomnimo leta nazaj, pa če gremo, ne vem, na olimpijske medalje v obdobju samostojne Slovenije, koliko imamo zdaj mi teh športnikov, ki res zdaj lahko živijo tega? Ja. To je dobro vprašanje za športnika. Zelo dobro vprašanje, bi rekel tudi celo za mladega športnika, ker namreč vzorniki, kje pa iščemo mi vzornike, se pravi pri uspešnih športnikih. Tudi slabe navade in obnašanja pozamemo po uspešnih športnikih. Zdaj,
manjka ta tista pot, manjka več takih pogovorov, manjka več takega zavedanja, ne, da slej ko prej je pa potrebno dualno graditi še kako drugo pot. Ne. Jaz bi rekel tak, ne, na koncu prijemo pol do malo bolj malo triki vprašanja. Ne. Posel je šport ali je šport posel? To je približno isto, ne, kot kaj je bilo prej, kura ali jajce. Ne? Ja, odgovora pa ni, ne? Odgovora pa ni, točno tako. Ne? Kakorkoli, kdo jemlje, športnika jemlje, ne? Iz športne plati, poslovnič iz druge plati. Ne? Ampak jaz mislim, da v življenju je, da je to povezano, eno brez drugega ne gre in ne deluje. Ne? Teda jaz mislim, da te stvari, to debato zdaj o tem, kaj je zdaj prej ali kaj je boljše, je težko dojeti, je pa res, da eno brez drugega dejansko ne gre. Ne gre, nažalost, ne živimo. Tudi v našem malem mestu, v naši mali državi je v bistvu verjetno isto. Prej smo ugotovila, v Sloveniji je malo športnikov, ki lahko živijo od športa. Ne? Nekako je treba v bistvu najti načine pomagati vsem tistim, ki so dobri. Kako? Ja, kako, ne? Jaz mislim, kako pomagati, ne? Zdaj dejansko največja pomoč je vsekako, da ga naučimo to, kar bo v življenju potreboval. To je prva stvar, da dejansko se mora zavedati, da če ne bo sam, mu drugi ne bodo. Ne? Vsak si misli, da pa se bomo mi oni pomagali, bojo mi oni to naredili. Ni bližnice. Bližnice ni. Vedno je to trnova pot, ki jo moraš dati skozi, ki se jo moraš naučiti, ki pač, bom rekel, nažalost tudi za temi padci, brez padcev, te poti ni. Ja, ne, mislim, dobro sem zadnjič eno misel ujel, do cilja priješ včasih tudi po zelo ovinkasti cesti, ne, zelo ovinkasti. Pa težje, ko je, ne, težje, ko je dosegljiv, bolje spoštljiv, ne. Živimo v čisto drugem času enih družabnih omrežij, ne, pa imam enih par vprašanj ali pa mogoče malo zbudljivk na to temo, ampak najprej tvoje mnenje o tem. Povezavi tega, govorila smo, šport je posel, posel je šport, se pravi kura, jajce, ampak v tvojih časih, ko si ti začel, ne, se pravi, si imel časopis, najverjetneje kaj druga tudi ni bilo, ne? Kaj pa danes? Danes je pa to, bom rekel, poplavilo vse skupaj, ne. Jaz bom rekel temu tako, da meni se je zgodila osebno ena taka zanimiva zadeva glede Instagrama, ne, konkretno, ne. Jaz sem lansko leto organiziral en seminar v času covida in potem bi mene sporočilo na telefon, na WhatsApp, enega znanca iz Nizozemske, ne najdem te na Instagramu, kakšno je tvoje ime, ne. Jaz njemu odpišem nazaj, ne, da jaz nimam Instagrama, ne. Njegov odgovor pa je bil, we are in 21st century, ne. Ti nimaš Instagrama, ne. In potem se vprašaš, ne. Ampak najprej si se nasmehnil, ne. Res sem se nasmejal, ne. Ampak na koncu pa prideš do spoznanja, ja, da brez tega ne gre, ne. Ampak moj dodatek k temu pa je, ne, kdo je zdaj tisti, ki bi naj skrbel za Instagram, ne. Kdo je zdaj, ali je vrhunski športnik, ki je na najvišjem nivoju, ali ima on čas prebrati vse komentarje, vsa dejstva, ki so lahko zelo moteči, ne, ali ima čas vsak trenutek svoj, ne vem, Facebook profil ali Instagram profil update tako, da bo tako, kot mora biti, ne. Jaz ga nimam. Jaz ga nimam. Pa nisem več profesionalni športnik, ali pa, bom rekel, zdaj sicer imam še verjetno malo več vlog skupaj ob vsem tem, ampak tudi za športnike, ne. Kaj je tisti trenutek? Jaz njim povem, ko meni nekdo reče, jaz pa nimam časa za trening, ne. Aha, nimaš časa za trening. Kako dolgo je trening danes? Aha, uro pa pol, 2 urci ti vzame. Od 24 ur imaš danes planiran en trening, ali pa rečemo 2 treninga, ki sta skupaj 3 ure, ne. In ti nimaš časa, ne. Kako dolgo spimo mi? Aha, 8 ur spimo, dobro, če vam uspe, ne, meni malo kdaj, ne. Pa koliko pravimo časa za hrano, pa koliko je časa, bom rekel, zdaj za službo oziroma za šolo. Pa ugotovimo, da nam še vedno ostaja, ne vem, 6 ur ali pa 5 ur, ki še imamo trenutno nerazporejenega časa. Kam pa dajete pol ta čas? Pa pogledamo telefone, ne, pa vidiš, da ima nekdo na ta dan porabljenega časa na telefonu 3 ure, 4 ure, ne. In potem se vprašamo, kam gremo? Ne, tako da, zdaj bom rekel, pomembno je, če že nekdo, bom rekel, je na eni športni poti, da deli
kakšno informacijo, ki jo mora deliti. Ampak nadzorovano. Ne se vremenjevati s tem, kaj smo zdaj mi jedli, kaj smo pili, kaj smo bili oblečeni, ker je to nepomembno. Je pa pomembno, če poskušaš Nekoga lansirati naučiti. svoj branding kot športnika na neko platformo, da te opazijo tisti, ki bi ti lahko pomagali z investicijami v šport. Ja, zagotovo. Tukaj so pasti, tukaj so tudi zanimive zgodbe, Ja. ne, ampak je pa najverjetneje, ne, to, ko si prej povedal, tale klic iz Nizozemske pa tako naprej. Ja, včasih smo šli na Google po prve medicinske nasvete, danes gremo po Instagram pogledati, kdo je nekdo. Ja, Ne? ja, drži, Nažalost, ne. drži. In, a to imaš na Instagramu zdaj? Zdaj sem na Instagramu. Dobro. In kdo je Ampak tisti? Zanimivo je, ne, da me še vedno ogromno prijateljev vpraša, če kdo pa ti dela Instagram, Aha, ne, in? ker vejo, da sem jaz bil proti tem Facebookom pa Instagramom pa tako dalje. Zdaj tu dam kakšno objavo sam, ampak res dam objavo, za katero mislim, da je prav, da jo dam, ne, da bi se zdaj obremenjeval s tem, da sem včeraj pojedel najboljši burger, Na, dobro, to. pa od tega nisem imel nič, ne, takšne stvari ne Malo dam. mi je žal, da v vseh tvojih aktivnih časih, ko si še bil kot športnik, ni bilo tega digitalnega fotografiranja toliko, ker je bilo možnost teh deljenj, ne, ker če gre človek na YouTube, vidi marsikaj, ampak Ja. še vedno ne, je pa bilo tega, si znam predstavljati, veliko, Ogromno, veliko res, več. Ne. ja, veliko In več. ja, ta legacy, ta zapuščina, ne, je škoda, da je ni, moje osebno mnenje, ampak po drugi strani moram reči, da ta pogovor danes, jaz upam, da bomo ga na pravih platformah objavili, da bodo slišali mladi, kakšen pogled ima nekdo, ki je doživel na športni poti ogromno preprek, uspehov, ki ga ni zaneslo ne v eno, ne v drugo smer, ki je poskušal in poskuša še danes najbrž z vsem svojim srcem in vso razpoložljivo energijo, kaj ima, dati to znanje naprej. Zdaj, čas beži, ne? Leta bodo tu, ne? Ampak na nek način jaz mislim, da toliko energije, koliko jaz vidim v tebi, že marsikje ne vidiš. Ne? In tudi, da strnem to misel, verjetno obstaja nek commitment, neka zaveza aktivnega športnika, tako v poslu, kot v trenerstvu, in da ima neko misijo še kasneje. Kaj je Tomaževa misija? Ja, vedno je na koncu lepo, ne, ko lahko rečeš, ko knjigo zapreš, ne, da ima neko vsebino. In jaz, če danes pogledam, jaz verjamem, da sem neko zapuščino naredil, da sem nekaj v končni fazi dal temu mestu, dal tej državi, dal tem športnikom, da še vedno želim to nadaljevati oziroma nadgrajevati in verjamem, da bo mi to tudi uspelo. In na koncu, da bom lahko ponosen na to, kar sem jaz sami skupnosti dal in vsem svojim tekmovalcem dal. In to se mi zdi, da je v življenju najpomembnejše, da nisi obremenjen samo sam sabo, ker potem si samo eden, ne? Ampak da dejansko deliš srečo z vsemi ostalimi, s katerimi živiš, s katerimi treniraš, s katerimi si družiš in jaz upam, da bi mi to uspelo. K tej sklepni misli, čudovite misel, ni kaj dodati. Tomaž Barada, hvala lepa za ta pogovor. Odlično je bilo, odlično nekaj novih stvari smo se naučili in spremljali te bomo naprej na Instagramu, v Barada centru in takokoli tudi veliko uspeha na nadaljnji poti. Hvala. Hvala, moram pa res za konec dodati, ne, da kot smo prej rekli, ni bilo teh socialnih omrežij, ne, tudi takšnega servisa, kot ste vi, ga včasih ni bilo. Ne, in športniki, dajte to izkoristiti. Dajte izkoristiti predvsem zato, ker se boste naučili stvari, ki jih boste v življenju potrebovali. Zagotovo ne boste potrebovali vsega, ampak spomnili se v trenutku, pa to so mi pa povedali, ne. In sprejmite to, učite se vsak dan in hvala vam, da počnete to, kar počnete za mlade športnike. Hvala lepa. Hvala.